Dobrodošli na srečanje pod Lipami. Nocoj imamo v naši sredi gospod Iva Dimic, lepo pozdravljena, dobrodošla, predsednica Komisije za odnose za Slovence v zamejstvu po svetu in poslanka v Državnem zboru. Večer bo vodil Julijan Julčič, tako kot ga poznamo. In seveda mu predamo besedo. Hvala lepa in dober večer tudi z moje strani. Seveda dobrodošlica predsednici Ivi Dimic in zahvala, da je sprejela naše povabilo in prišla med nas na področje, ki je tudi vaše delo, tako, skrb za Slovence, ki živimo izven meja Republike Slovenije. Predno bi začeli z vprašanji, seveda pozdravljam tukaj med nami gospoda generalnega konzula Republike Slovenije, gospoda Vojka Vovka. Hvala lepa, da ste prišli med nas, deželnega tajnika Slovenske skupnosti in deželnega svetnika Igorja Gabrovca in seveda deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij. Tako kot je že predsednica Kulturnega centra Franka Žgavec povedala, med nami je Iva Dimic, predsednica Komisije v Državnem zboru za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in poslanka stranke Nova Slovenija in seveda tudi po poklicu ekonomistka. Bi začeli doma kar s tem zadnjim vašim strokovnim nazivom kot ekonomistka. Izšolala ste se v Celju na Fakulteti za gospodarske vede. Kakšno je današnje stanje v Sloveniji? In še posebno tako, če lahko poveste na tem koncu, vi ste iz Notranjske, sicer na meji s Primorsko, kakšne so današnje gospodarstvo? Sicer vemo, da Slovenija doživlja precej dobro gospodarsko stanje in kako vidite, kakšni so izgledi za naprej? Hvala lepa, hvala za povabilo in bi najprej tudi jaz vse pozdravila, jih ne bom naštevala, ampak tam vidim jaz moje kolege iz Ajdovšne Vipave, gospoda Hvalica, sem počaščena, da ste si vzeli čas in prišli sem, preden začnem govoriti o Sloveniji, tako da tamle jih je kar nekaj, bom rekla, z Vipavske doline, ki bi znali tudi kaj povedati, kakšne so razmere gospodarske v Vipavski dolini. Pa vendarle, ekonomija je ena taka zadeva, gospodarstvo, ki se tiče vseh naših, bom rekla, načina našega življenja. Od tega je seveda odvisno, koliko bomo imeli delovnih mest, kakšno bomo imeli zdravstvo, kakšno bomo imeli šolstvo. Če bo dobro gospodarstvo delovalo, potem bo to boljše. V Sloveniji imamo v zadnjih 5 letih, 6 letih dobro gospodarsko rast. Kljub napovedi mislim, da se kar dobro še držimo. Ampak, kar se tiče pa, bi rekla, razmer, pa je enostavno tako, da tako kot druge po Evropi, tudi v Sloveniji močno primanjkuje delovne sile, tako da veliko podjetij išče delovno silo izven Slovenije in seveda to delovno silo, kar me žalosti v veliki meri je to, da je to mogoče včasih cenejša delovna sila, da se tudi tukaj ekonomija, bom rekla, lomi na hrbtih ljudi, to mi je bolj tako, bom rekla, kot človeka ali pa kot neko človekovo dostojanstvo zelo pomembno. Drugače pa, če grem pa po svoji regiji, tam, kjer prihajam, leta 2014 smo imeli en tak, veste, zelo močan žledolom, kjer je bilo zelo velike mase, lesa so se praktično polomile in jaz sem to videla, da mogoče vendarle bo v slovenski politiki bila neka meja razsodnosti, zdrave pameti, ki bo uvidela, da je to neka priložnost, da se razvije mogoče nazaj nekdaj zelo živa lesna industrija, brez Cerknca, Klilogatec, jaz ne vem, koliko poznate, Liko Vrhnika, to so delali okna, vrata po hištvu, pa enostavno kljub eni
izjemnim količinam lesa se tega potenciala ni izrabilo in mislim, da je tukaj Slovenija zgubila. Mislim, da je to bil en tak potencial, ki bi lahko omogočil en tak razvoj. Tudi podeželja, tudi bom rekla mogoče tistih manjših kmetov, ki bi lahko kot kakšno kooperantstvo se razvilo, kakor zadružništvo. Jaz mislim, koliko poznam, pa ne poznam dobro, ampak ta del ob meji je to zadružništvo drugače živeče, kakor je pri nas v Sloveniji. Žal zadružništvo v Sloveniji, razen parih zadrug, umira, ni nekega načina ali pa znanja, kako to pelati in se mi zdi, da so razmere na tem področju slabe. Tako, iz izkušnje v gospodarstvu je prišla potem na vrsti politika. Zakaj se vam je zdelo pomembno, da vstopite v politično areno in kako da ste izbrala prav stranko Nova Slovenija? Ko je Slovenija nastala, sem imela 18 let, tako da sem bila že prvič polnoletna na plebiscitu leta 90, tako da je bil to prve moje volitve, ki so bile, oziroma plebiscit. In od nekdaj sem živela v družini, tradicionalno krščanski družini in seveda je bila čisto povsem normalna opcija, katero pot bom ubrala. Jaz se dobro spomnim, kako jaz sem bila v 4. letniku, ko smo imeli prvič prosto počitnice za Božič, to se je prvič zgodilo, ponavadi smo zmeri pisali drug dan po Božiču 25, kakšno matematiko ali pa kakšno angleščino. Tako da je bilo to prvič in se mi zdi, da je potem, lahko rečem, da sem rasla ob starem atu in sem mlada mehna zgubila očeta, da sem rasla ob starem atu, ki je zelo spremljal politiko, moram reči, in tudi 23, ko je bil še plebiscit, je še glasoval, potem pa 24 dopoldne umrl, tako da je doživel, je rekel, koliko držav. Je bil letnik 1902, je rekel, da je doživel 3-4 države, Avstro-Ogrsko, Italijo, tale SHS je še bil vmes, staro Jugoslavijo, in rekel, in si nisem mislil, da bom doživel tudi še Slovenijo. Ne bom povedala, kaj je rekel, ker smo po televiziji gledali, kdo so bili tam v Ljubljani, so bili še oni stari, pa je rekel, jaz ne vem, če boste kakaj. Tako da, malce zanimivost, da povem. No in jaz sem ob tem rasla. Moja mama, moram reči, ima tudi en tak čut za politiko, tudi jo zanima brat. Jaz sem v tistem času od leta 1994 naprej si praktično ustvarila družino, se pravi malo po osamosvojitvi, še vedno ostala zvesta desnici, krščanskim demokratom, takrat, in je to nekako, to je bilo, vse veste, pa doma smo imeli tako podeželsko štarijo, pa veste, kaj to pomeni, da pride polno ljudi in vsak nekaj govori še o politiki in tako naprej, tako da smo bili skozi. Da pa sem se aktivno vključila v politiko, pa je bilo v bistvu, so bile krive 3-4 poslanke v obdobju 2008-2010, pa veste, kdo je bil takrat na vladi v Sloveniji, in jaz spremljam, doma sem imela porodniško, to sem bila na porodniškem času in gledam, in jaz tam je bila Majda Potrata. Potem je bila tale iz Izole, zdaj bom malo težko najdla, boste Reda Pečan je bila, pa je bila Andreja Črnak-Meglič, predsednica odbora za delo družino. In takrat je bilo, se spomnite vi, tega referenduma, je bil leta 2010-2011, na začetku leta, o malem delu, pa da bojo ukinili otroške dodatke za starejše od 18 let, pa za štipendije državne za mlajše od 18 let. In jaz to gledam in sem rekla, pa Katarina Kresal, kako morajo o družinah, jaz sem takrat, se pravi, bila na 5. porodniški, kako mora o družinah odločati nekdo, ki praktično nima otrok ali pa ima enega otroka. In se mi je zdelo, da jaz sem bila takrat malo jezna in prišel je trenutek, ko sem rekla, da če želiš stvari spreminjati, se je potrebno aktivirati. In potem so bile leta 2011 volitve in
žal, prej sem tudi povedala za kamero, ne? Ženske ne želimo biti kvota, ampak želimo, da nas tudi moški pripoznajo, da smo sposobne, da znamo nekaj narediti, da smo vztrajne. Jaz vedno zase rečem včasih, da nimam ne vem koliko znanja in moči, ampak eno lastnost pa imam, sem pa vztrajna. Tako da smo vztrajne, da lahko stvari spreminjamo. In se je zgodilo, da sem bila leta 2011 izvoljena. Jaz sem imela to, seveda sem to vzela kot to, da sem poklicana, no, da poskušam v tem družbenem političnem sistemu v tej Sloveniji za Slovence nekaj narediti. Ne. Tako da sem bila vztrajna pri štipendijah, pa le po letu pa pol ali po 2 letih vsakega opominjanja so se začele stvari izboljšati. No. Tako da ta vztrajnost. No. Očitno ta vztrajnost prinaša uspeh, tudi zato, ker ste že v 3. mandatu, to se pravi, ste že izkušena političarka v Sloveniji, dolga kilometrina, ne? In glede na to, da ste že tako dolgo v državnem zboru in ste videla marsikaj, sem vas hotel vprašati, kako se je od tistega leta 2011 do danes spremenila politika? Kakšno je bilo takrat stanje, kako vidite sedanje stanje? Je boljše, je kakšno upanje? Poznamo, katero je stanje sedaj v državnem zboru, ko se pogajajo, če bo nova vlada ali če bojo volitve. Kako vidite vi danes stanje oziroma zdravje slovenske politike? Slovenska politika je res malo specifična. To, kar ste povedali, da sem že 3. mandat, to tudi že pove nekaj, da te mandati so tako kratki, da jih imaš hitro 4, pa 5, veste, to, če se na 2 leti so volitve, to imaš v enem normalnem mandatu, imaš že 2 mandata, recimo v 2 mandatih imam že 3 mandate, zdaj bi bilo nekako, je bilo 8 let, in imam že 3 mandate. To govori o slovenski politiki, kar pomeni, da ni stabilna, da ne ve, kam mora iti, da ne ve, kaj je potrebno narediti. In predvsem to govori o tem, da ima politika predvsem težnjo po temu, da po domače rečeno pride do jaslja. A veste, to, da je tako menjavanje, to sem jaz doživela, ko sem 20 let delala v gospodarstvu. Na 2 leti so se menjavali direktorji prodaje. V 2 letih smo imeli en nov model prodaje prevzeli, pa je prišel drug direktor prodaje. Seveda, on je šel z dobro odpravnino. Potem je prišel drug direktor, je spet prodajo na glavo obrnil in po 2 letih spet ugotovili, da ta model prodaje ni ta prav in da treba drug model vzeti. In je spet šel se z lepo odpravnino. In to sem res v 20 letih parkrat doživela in lahko rečem, da to lahko takoj preslikam na slovensko politiko. Vsake 2 let pride nekdo drug, ki gre z lepo odpravnino tako ali drugače. Se vidimo, kako se dogaja z največjo stranko, bil v prejšnjem mandatu SMC-jem. Njih imaš zdaj povsod polno, pa ne sme zdaj grdo govoriti o bodočih koalicijskih partnerjih, če ste me jih to vprašali. Kaj se dogaja? Mislim, da je nekje, da smo na polovici, 50-50. Lahko povem, da smo se v Novi Sloveniji, tudi jaz sem ta prvi odziv, ki je bil, sem rekla, gremo na volitve, ker želim, da se politični prostor v Sloveniji vendarle prečisti s temi novimi strankami. Če gremo takoj na volitve, se pravi, nimajo dovolj časa ustanoviti kakšne instant leve ali pa levo-sredinske stranke, se pravi, je idealen trenutek, da gremo in da se to prečisti. Hkrati pa, ko pogledaš po javnomnenjskih napovedih, kaj bi se v Sloveniji zgodilo, kaj dost sprememb ne bi bilo, mogoče kakšna stranka, poslanca, 2 več, ali pa še to ne, da nekaterih ne bi bilo in da, ko potegne in ko pogledaš, s kom delati koalicijo, lahko rečem za Novo Slovenijo, da smo v težkem položaju, tako kot smo zdaj. Kako je, s kom je, to je večno vprašanje. Si pa želim, da bi vendarle, to je pa tudi zdaj po parih dneh, tisti je bil prvi, po parih dneh pa, ko razmišljam intimno sama pri sebi, kaj bi
pa se mi zdi, da če bi bila res neka zaveza za, lahko rečemo, za neko tako tehnično vlado, da bi se stvari v zdravstvu uredile, da bi naredili dobre zametke za dolgotrajno oskrbo, v kar verjamem, da bi jo, zato ker v Novi Sloveniji smo tudi zakon o osebni asistenci, da lahko invalidi bolj živijo po 25 letih sprejeli na predlog Nove Slovenije in mi smo ta zakon pripravili, tako da jaz sem tukaj samozavestna, ker verjamem, ker mi imamo te nastavke že narejene, da bi zakon o dolgotrajni oskrbi sprejeli, se mi zdi mogoče, da bi bilo smiselno narediti, ampak glejte, zadeve so težke, tukaj imamo kolega Hvalica, ki ve, v kaj se spuščamo, ko gremo na pogajanja. Zadeva je težka in lejte, jaz mislim, da lih ni vse od Nove Slovenije odvisno. Odvisno je od tistega, ki sestavlja vlado. Od tistega, ki sestavlja vlado, je odvisno. A bo bil pošten, a bo bil spoštljiv do strank, a bo dal strankam možnost tudi ministrom, da bojo delali, a ne? Od tistega je največ odvisno. A bo dal to jasno zavezo, ali bo ta koalicija sam za to, da bomo bili lepi v drugi polovici prihodnjega leta, ko bomo predsedovali Sloveniji. A ne? Samo to. In jaz mislim, da se tega vsi zavedajo in jaz sem še v ponedelje govorila, do petka bo vse znano, in petek je jutr. Ko sem se sem pelala, sem poklicala našega glavnega tajnika, sem rekla, ki novega, kaj lahko povem, da vem kaj, ker me danes ni bilo v Ljubljani, ker so tu vsako uro drugačne informacije. Je rekel, pogajanja so težka, so tudi izsiljevanja, tako da nekje na 50-50 še vedno smo in bomo videli, kako bo. No, ko ste omenila nekatere zakonske predloge, ki jih je dala Nova Slovenija v prejšnjih mesecih in to, bi vas vprašal, Nova Slovenija s predsednikom Toninom je nekako ubrala oziroma napovedala eno novo pozicioniranje stranke v političnem spektru slovenskem. Vam to uspeva kot stranki, da se na novo pozicionirate? Kako vidite stranko Nova Slovenija? Lejte, jaz sem vedno rekla, da sem tam, kjer sem bila, jaz sem bila vedno nekje na sredini, jaz se sama osebno nisem nikoli opredeljevala, da sem skrajna, jaz sem vedno iskala rešitev, vedno poskušam iskati tudi z ljudmi neko soglasje ali pa nek skupen jezik in se mi zdi, da je bilo pač, da smo na sredini, seveda je bil nek PR učinek, a veste, si nekaj moraš dati ven, poletni mesec in moraš reči, da se pomikaš, a ne? Nekaj novega. Seveda je Matej Tonin mlad, je svež veter, praktično neobremenjen s preteklostjo, tako ali drugače. In se mi zdi, da je bila, če zdaj le pogledam na ankete in na to, kako nas tudi volilci ali pa ljudje na terenu dojemajo, je to, lahko rečem, pozitivno. Ampak da je do tega prišlo, seveda mora biti orkester usklajen. In ne moreš ti reči, da mi smo sredina, ti moraš dokazati z delom, da si ti drugačen, da si ti zaupanja vreden. In jaz lahko rečem, da, ne vem, boste vi ali kasneje povedali, mislim, da nam je to uspelo. Da ljudje gledajo na nas kot na stranko, ki je mar za človeka, ki gleda, da bi bilo v tej državi da bi bile zastopane krščanske vrednote, ki pa seveda so najvišje svoboda, pravičnost in pa spoštovanje, dostojanstvo. Mislim, da so to te tri, ki so take največje vrednote, mi jih imamo zapisane in pa predvsem, kar je tisto najpomembnejše in kar nas dela drugačno od druge, da spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti in da je to nam na nek način uspelo, jaz pa malo povsem.
Če jih vprašam tako eno bolj malo drznejše vprašanje, ne? Imeli ste tudi ponudbe, da bi bili v Šarčevi vladi bivši sedanji, ne? Ampak ste zbrali, da ostanete vseeno v opoziciji. Kateri so bili razlogi, da ste se tako odločili v Novi Sloveniji? Jaz mislim, da je bil razlog to, da je naš predsednik Matej Tonin Marjana Šarca zelo dobro poznal še iz Kamnika. A veste, tam sta bila že 8 let skoraj v občinskem svetu in je točno, moram reči, da res Matej je točno napovedal, kako se bo Šarc na določene zadeve odzval, ampak ni bil tukaj problem, bom rekla, dveh oseb. Bil je tukaj problem koncepta, videnja. Se vidite, na čemu je vlada pala. Vlada je pala na zdravstvu. Bil je tukaj povsem drugačen koncept, vi veste, da smo mi pripravili, pa tudi, bom rekla, tudi drugi pravijo, dober zdravstven program, ki ga je podprl marsikakšen ogledan zdravnik v Sloveniji. In je, v bistvu, ko smo se pogajali, smo se videli, da smo pri teh konceptih na nek način osamljeni. In jeti v neko vlado, da že vnaprej veš, da ko bo prišlo do glasovanja pri takem zakonu, da te ne bojo podprli, ampak da bojo šli skupaj z Levico, verjetno v neko drugo smer, se mi zdi, da je, zdaj je popularno v Sloveniji reči skakanje v bazen brez vode. Tako da se mi zdi, da je to. Je pa res, da se je pokazal Marjan od začetka, da predsednik vlade v odstopu, da je prijazen, da je tak povezovalen, pa žal niso krivi njegovi koalicijski partnerji za odstop, ampak je njemu se sesula njegova lastna stranka. Na njemu je odstopil najprej šel svetovalci iz kabineta, gospod Urlep, potem je šel Bertoncelj, na mizi je imel Bjanko odstopno izjavo ministra Šabedra, po kongresu Desusa je dal napoved, da bo odstopil tudi Karel Erjavec. Vsi pa vemo, da že koalicija ni imela več 46 glasov, tako da je šlo za glas skozi tudi ministrica Angelika Mlinar, tako da je vedel, v kakšni situaciji je in da ne bo mogel zadeve nekako normalno speljati in je seveda odstopil. Jaz vam pa povem, da mu je danes žal, da je odstopil in vse več ljudi govori, da bi Šarc najrajši nazaj vlado sestavljal. Tuk se na nek način bojijo, kaj bo. Hvala. Če se zdaj pomaknemo malo tudi na naše področje in sicer na področje Slovencev, ki živimo v zamejstvu oziroma izven meja Republike Slovenije. Vi predsedujete oziroma komisiji za Slovence v zamejstvu in po svetu. Stranka Nova Slovenija tudi ima dolgo tradicijo vodenja tega resorja, ker je bilo kar nekaj ali ministrov ali pa tudi podsekretarjev. Vi sami ste prišli na to mesto, ko je bila Ljudmila Novak izvoljena v Evropski parlament. In ta komisija je prav z vami, se mi zdi, postala precej dejavna, ker je bilo že veliko zasedanj in smo zadovoljni, da se toliko obravnava to področje, ki mislim, da je za Slovenijo kar pomembno. Je velik delež Slovencev, ki živi izven meja Republike Slovenije. Pa vas vprašam, kako ocenjujete to opravljeno delo do sedaj in tudi to je zanimivo, da predsedujete komisiji, ki večino je na drugem bregu. To se pravi, vi vodite eno komisijo, nimate pa za sabo vašo večino. Ja, sej v glavnem je v državnem zboru tako, da razen na odboru za delo, tam pa zdaj opozicija, ali pa smo imeli večino, ker smo v glavnem Levica, SDS, pa mi smo v glavnem lahko preglasujemo koalicijo, tako da to se je zdaj tam zgodilo. Drugače pa ima koalicija več ali manj večino v vseh odborih.
Jaz upam, da ne sklicujemo prevečkrat sej, ne, da pol morajo vsak mesec priti v Ljubljano, pa bojo rekli, spet moramo iti v Ljubljano, ne. Ampak s tem, ko se srečujemo, je ta prenos informacij boljši. Se mi zdi, bolj se med sabo poznamo, bolj se povežemo in bolj vemo drug za drugega in za težave tudi, bom rekla, na zamejski strani. Se mi zdi, da je to potrebno okrepiti. Seveda predvsem zato, da v zavedanju, da enostavno vsi začutijo, da Slovenija vendar da Slovenija ni majhna in ni nas samo 2 milijona, ampak nas je 2,5 milijona, ne, ker govorimo o tem, da 0,5 milijona Slovencev živi izven Slovenije. In mislim, da je treba to poudarjati. Žal, se spomnite, imeli smo to zadnjo sejo, ko smo želeli, da bi se tudi na področju šolstva nekaj spremenilo in da bi v naš šolski sistem počasi prihajali tudi dela in dosežki zamejskih Slovencev. Seveda sem jaz imela v mislih Borisa Pahorja, njegove knjige, kakorkoli, da bi vendarle počasi vključevali tudi v kakšna domača branja, v kakšne, tudi v gimnazijah, mogoče tudi v kakšne maturitetne priprave, ampak vsi ste videli, pri nas v Sloveniji gre zadeva počasi, tudi Avstrijci imajo neke znane zamejske pisatelje, umetnike, da ne govorim o Argentini in tako naprej. In bi bilo prav, da bi počasi ta zadeva prehajala tudi v naš šolski sistem, pa smo tam zvedeli, da smo pred 2 letoma že slovenščino pred 2 letoma učni načrt spremenili, na 10 let se pa spreminja, tako da smo malo zamudili, ampak jaz mislim, da če bomo več o tem govorili, pa tudi kdaj še kakšno šolo, kakšnemu projektu spodbudili, da bomo drug za drugega lahko naredili veliko. Ja, Nova Slovenija seveda intimno povezana z izseljenstvom, tako ali drugače, tudi, bom rekla, po drugi svetovni vojni, vemo, da je bil dr. Bajuk, dr. Bernik in tako naprej, no, da so tudi Lojze Peterle, moram reči, zelo velika pomoč izseljenskih Slovencev, zelo velika vloga pri osamosvojitvi, tukaj to ne smemo pozabiti, ne, tudi to, ne. Lojze Peterle je bil, bom rekla, s pomočjo ljudi, ki so izseljenci, je lahko seveda takrat, tako je tudi meni pravno, to njegove prvi sestanki, da je lahko prišel do kola, seveda, in tako naprej, so bili vse seveda tudi z Slovenci in izseljenci povezani, da je Slovenija potem prišla tudi lahko do samostojnosti svoje lastne države. Zdaj, znotraj te komisije imate precej podroben pogled na stanje Slovencev, ki živimo izven meja Republike Slovenije, bodisi če smo v zamejstvu, kot če so po svetu. Ampak znotraj državnega zbora, znotraj poslancev, kolikšno je zavedanje o tem delu telesa slovenskega naroda? Jaz si upam trditi, da je premajhno. Zato, ker veliko ljudi ne živi, bom rekla, v območjih, ki bi bili direktno povezani mogoče z tem življenjem Slovencev na drugi strani meje. Jaz, če povem svoj primer, mi smo vendarle, rečem tamle, blizu Postojne, in vseeno toliko smo bili vezani na ta del, bi rekla, na občine, na Trst ali pa na Gorico in tako naprej ta del. Se mi zdi, bolj, ko se umikaš, bolj, ko greš proti notranjosti Slovenije, manjše je to zavedanje o zamejstvu. Tako da sam Slovenci, veste, kako je v zamejstvu, res je, potrebno je, da bi tudi v slovenskem parlamentu dobili svojega predstavnika, to je tudi želja Nove Slovenije, da bi vendarle bili slišani, bili zastopani, tako kot je zastopana manjšina italijanska in madžarska, in seveda je s tem tudi prisotnost večja v slovenskem parlamentu, tudi njihovo poznavanje ali pa razumevanje. Tako da so bile v preteklosti že razprave
Tudi že so se oblikovali modeli, na kakšen način, pa mislim, da je zadeva tam zamrla, se veste, pa se pa zamenja vlada, druga vlada nima tega interesa naprej speljati in potem zadeva ne pride. Jaz si srčno želim, da bi to bilo, ker to je dobro za vse, ne? No, s tem mislim, da se skoraj vsi strinjamo tukaj nota. Na koncu je bilo tudi, recimo, je stranka Slovenska skupnost, na koncu je tudi stranka Slovenske skupnosti svoj čas sodelovala, ko se je pisal zakon o Slovencih izven meja Republike Slovenije in je prišlo do tega, da imamo ministra za Slovence po svetu in takrat se je tudi že govorilo o tem, da bi imeli tudi predstavnikov v državnem zboru. Malo se je verjetno ustavilo zaradi avstrijskega dela, ker tam pač vidimo, da ne podeljujejo dvojnega državljanstva in to bi bil za njih problem. Ja. Ampak upamo, da se bo to rešilo. Ja. Zdaj, nekaj ste že omenila, glede dela v komisiji, jaz pa vprašal, kateri argument, ki zadeva Slovence izven meja Republike Slovenije, se vam zdi, da je najbolj uspel, katero priporočilo, ker vaša komisija izdaja priporočila vladi glede tega področja. Katero priporočilo se vam zdi bilo najbolj pomembno ali pa najbolj uspešno, tako da je tudi vlada se morala nekaj narediti? Zdaj iščem hiter poglav, katera priporočila, ampak definitivno pa moramo reči, da je bil to dosežek. Žal, zelo dolgo je trajalo, ampak zakon o repatriaciji. Mislim, da je Slovenija po 25 letih ali še več skoraj vendarle bila zmožna udejaniti zakon, ki je bil napisan, niso ga pa znali praktično izvesti. In da so bile tukaj zelo velike težave, ko ne rečem porodne težave, čeprav bi rekel nekdo, kako lahko zakon, ki ga imate 25 let napisan, enostavno ne deluje, pa vendarle je uspelo res po dolgem času, tako da se je repatriiralo, mislim, da 21 Slovencev živečih v Venezueli, kar pa pomeni, da je zakon zdaj živ ali pa operativen in seveda, da se ga bo dalo uporabiti tudi v kakšni drugi situaciji. Jeseni sem govorila z Slovenci, ki živijo v Argentini, naprimer, njih je zelo skrbelo, kakšno stanje bo v Argentini po menjavi oblasti, in so tudi rekli, če bo to nevzdržno, tudi oni se preko zakona o repatriaciji prišli v Slovenijo. Mislim, da ta zakon, da je, bo rekla, smo v komisiji sklicali seje, seveda to so seje, ki so delno tudi zaprte, ker so vendarle kakšni taki bolj občutljivi, mogoče tudi bolj obsebni podatki in s tem se ne v bistvu razpravlja o tem, ampak je zadeva bila vendarle speljana. Mislim, da je to velik dosežek, moram pa reči, da kot komisija zelo dobro pripravi vse slovensko srečanje v začetku julija. To je tak resen dogodek za vse Slovence živeče izven Slovenije, kjer se srečajo, pridejo z Argentine, pridejo z Avstralije, z Kanade in da se, v bistvu smo se zdaj že začeli pripravljati. Če pa povem, kaj že komisija drugo leto že dela. Lani je bila pobudnica seveda Ljudmila Novak, ki vas vse tudi danes pozdravlja, ker sem povedala, da grem sem. In to pa je Podarim knjigo, ki jo potem mi podarimo slovenskim skupnostim izven Slovenije. Lani je šlo to na Hrvaško, letos smo pa že zbrali skoraj 700 knjig. To poslanci prinesejo, kdo želi podariti knjigo ali dve ali kakorkoli. To se vse potem lepo knjige pregleda, če je potrebno kakšnega salotej, pa še kakšen salotej gor. In verjetno bomo letos podarili knjige slovenskih skupnosti, en del v Beogradu, en del pa v Makedoniji. Tako da to je tak projekt, se mi zdi tudi
ki dejansko povezuje tudi slovenske skupnosti po ostalih državah. No. Slovenci tukaj v Italiji imamo v tem letu dve prioriteti veliki. Prva bi rekel, da je prizadevanje za to, da si zagotovimo nadaljno prisotnost našega predstavnika v italijanskem parlamentu, kajti pričakuje se obravnava o volilnem zakonu. Druga prioriteta je vrnitev Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti nazaj, potem ko je bil leta 19 oziroma 20 odvzet na nasilen način. Kako te dve zadevi sledi komisija? Sem pozabila povedati, no tudi to je bila ena izmed zahtev, ki smo jo tudi dali, da Vlada Republike Slovenije nadaljuje pogovore, kar se tiče recipročnosti. Seveda zunanji minister smo dobili dober mesec nazaj, mislim, da smo že na prvi seji komisije že te sklepe pregledovali, se je dobil z italijanskim zunanjim ministrom in da se je po njegovih besedah je bilo zapisano, da je italijanski zunanji minister temu naklonjen. Seveda pa mogoče sem bila prestroga tam tudi do predstavnikov zunanjega ministrstva. Pričakujem njihovo večjo angažiranost, da vendarle bo šlo za recipročnost in da bo Slovencem živečim na italijanski strani bilo omogočeno direktno zastopanje v italijanskem parlamentu. Se mi zdi, da je nesprejemljivo to, da dajo možnost določene politične stranke Slovencem, možnost, da so izvoljeni, potem so izvoljeni, ne morejo pa zastopati potem interesov slovenske skupnosti, ampak seveda so podvrženi politični stranki in politiki, na kateri so bili izvoljeni. Mislim, da je zelo pomembno, da pride slovenska skupnost do svojega direktnega predstavnika, ki bo zagovarjal stališča ljudi in seveda bil njihov glas tudi v italijanskem parlamentu. Moje pričakovanja so, seveda bomo videli zdaj, kva se bo zgodilo v prihodnje, pa vendarle si želim, da bi prihodnji zunanji minister, ki bo to pelil, da bo to pelil, lahko povem, bolj odločno. Jaz mislim, da je tukaj potrebno tudi več odločnosti. Sploh zato, ker v našem parlamentu imajo zagotovljeno, zato nič takega ni, kar že ne bi bilo, da bi še samo recipročnost je, da še naši to dobijo. A je bilo še nekaj drugega? Narodni dom. Narodni dom. Ja, prej sem vprašala, kdaj bo, da si bom vedela vzeti, rezervirati termin odzem Narodnega doma. Ste mi tudi vi povedali, predstavniki, ki ste v slovenskih organizacijah, tlele, Walter, je simbolno, to je simbol slovenstva na teh tleh in jaz seveda podpiram, da se v tej meri res naredi en dogodek, ki bo obeležil to, da se dejansko dobi to nazaj, kar je bilo nekje, verjetno po moji intimno mislite, nekje poteptano, nekje poskušano nasilno zatreti, da je tam živela ali pa živi slovenska skupnost, da živi slovenska beseda in je to simbolno dejanje tudi za Republiko Slovenijo in mislim, da je to velik dosežek. Ste pa res kdo dolgo čakali, Ste pa res kdo dolgo čakali. Dobro, zdaj preidemo na drugačno temo. V državnem zboru je pomembna tudi prisotnost žensk v državnem zboru in v politiki. Če se ne motim, če nisem zgrešil, vas je v državnem zboru okrog 25% oziroma 22 poslank, če se ni zdaj kaj spremenilo. Se čuti to, da je žensk tako malo v državnem zboru?
To se čuti, da je manj žensko, kar prejšnji sklic, ko je bila pozitivna Slovenija, se pravi, to je bilo 2011, 2014, bom prav povedala 2013. Takrat nas je bilo 30%, kar pomeni, da je bilo 30 žensk. Se mi zdi, da se pozna, pa vendarle je bilo v prejšnjem mandatu ustanovljen tudi klub parlamentark, kar se mi zdi, da je pomembno, ker dejansko ženske razpravljamo o različnih vidikih žensk, tam je bilo tudi rečeno, tudi je sama mogoče, da bi bila naša družba toliko zrela, da ne bi rabili kvot, ampak kdaj bo ta družba toliko zrela, težko zdaj predvidevamo ali pa to bi lahko cel večer razpravljali na kakšen način, pa vendarle se mi zdi, da je pomembno, da je ženska prisotna, ker seveda oba vidika sta prisotna, moški in ženska. Jaz včasih rečem, če moški bolj racionalno razmišlja, ženska mogoče bolj intuitivno, kar pomeni bolj čustveno, intuicija, kar pa ne pomeni, da ne more moški tako razmišljati in ženska bolj racionalno, mislim, ampak skupaj je tisto, kar je idealno za družbo. Kar se pa tiče tega našega kluba parlamentark, smo se sestajali tudi z župani, ker jih v Sloveniji zelo malo župani, mislim, da jih je okrog 8 do 12, zdaj točnega številke ne bom vedela. Tudi na lokalni politiki je malo žensk vključenih v politiko, potem tudi z menedžerkami. Zadnjo, kar sem sprejela, je bilo to, da smo se srečali z predsednico menedžerk, združenja menedžer, in je seveda, oni želijo nek zakon, ki bi seveda kvote ženske vnesel tudi v vse gospodarske javne zavode, kjer bi dejansko bilo predpisano, recimo ne vem, če so 3 v upravi, mora biti zagotovo ena nasprotnega spola in tako naprej. Seveda jaz to podpiram, ampak se mi zdi, da, jaz sem tudi njej povedala, da si želim, da bi bilo to ne toliko zapisano v zakonu, ampak da bi družba to začela sama izvajati, a veste, da bi podjetje se samo tako orientiralo. Ko sem bila pred enim letom na eni konferenci Evropske ljudske stranke Združenje ženske, PP Women, je bila ena predstavnica koncerna Peugeot, Citroën pa Psi iz Francije, ona je bila vodja marketinga, mlada, okrog 35 let stara, in je povedala, da pri njih je točno že znotraj podjetja, ni zakon, ampak znotraj podjetja vejo, da primer, če bojo zaposlili 10 računalničarjev, da bo od tega, da bo mogla biti 4 ženske in tako naprej, so že znotraj podjetja razdeljene kvote in meni se zdi, da si želim tako družbo, da bo podjetje že samo po sebi rekli, zdaj le moramo zaposliti, ali pa zanj smo moškega, zdaj pa dajmo žensko. Seveda govorim o tem, da sta vsi enako znanje, enaka izobrazba in tako naprej. Če govorimo o zasedanju določenih delovnih mest. Ne zdaj, da bo nekdo čist kontra prišel, ampak govorimo tudi o znanju in o usposobljenosti. Od žensk do mame ste že povedala, da ste mati 5 otrok, če se ne motim, 3 hčerke, 2 fanta. Ja. In me zanima, koliko je prisotna politika v vaši družini? Ja, politika je v bistvu del našega življenja. Tako, kot sem jaz prej bila v gospodarstvu ali pa v prodaji, sem hodila pol Slovenije, sem prevozila, tudi kakšne vikende smo imeli promocije in tako naprej. So otroci vedeli, da mama tudi čez vikend sem hodila domov spat, ampak recimo zjutraj vstala, šla v Koper, prišla zvečer nazaj in šla ponovno v Koper, tudi v nedeljo in tako naprej. Nekako so otroci ves čas s tem živeli, in tudi zdaj živijo s politiko. Vejo, da mora mama jeti danes v Gorico, pa da mora jeti v nedeljo na uno prireditev, pa v soboto tja. Včasih grejo z mano,
moram reči, da od začetka je bilo težje. Od začetka se mož ni kar težavo se je z mano spustil kametno, ampak zdaj pa je že toliko časa, zdaj sem že toliko časa jaz v politiki, da je že mož v določenih krajih ali pa na določenih prireditvah že kar prijatelje dobo, tako da me že pusti samo, pa se on že potem v nekem krogu moškem lahko odmakne. Ne. Politika je prisotna, no. Kar se mi na nek način zdi prav, zato ker potem to pomeni, da ne živim dvojnega življenja, ampak živimo eno življenje, a ne, da ne ugasnemo radio ali pa se ne pogovorimo, ampak se odkrito pogovorimo, no, in danes moram povedati, da me je presenetila ta 4., 6. razred in sem bila dopoldne vabljena na občino Cerknica, kjer so imeli z naše šole otroški parlament in je bila naša, ki je v 6. razredu že ena predstavnica razreda v otroškem parlamentu in mi zastavlja 3 vprašanja in to taka, da sem si mislila, to se bomo midve že doma zmedle. Tako da, ja, moram reči, da doma pri nas so bolj ženske, bolj punce dovzetne za politiko, kot fantje. To moram pa povedati, ne. Da starejši ni tako za politiko, ta druga hčera, stara 23 let, ona to vse spremlja po Twitterju, vse po Facebooku. So vzeli po mami, ne? Ja, res, to so punce, so bolj političarke, ja. Da povem, kaj me je vprašala. Kaj narediti, če se starši, bila je tema otroškega parlamenta izbira izobrazbe in nadaljna pota, ki so tudi devetari brezdravi. Kaj narediti, če se starši ne strinjajo s tvojo izbiro poklica? To me je vprašala, res. Tako da ona pravi, da bo slaščičarka in jaz jo čisto podpiram, ker se mi zdi, da človek, kar zna svojimi rokami narediti, da je to neprecenljivo, da je to povsod zaposljivo, pa greš ti v Avstralijo, greš ti v Avstrijo, greš ti v Italijo, v Nemčijo, karkoli. Tisto, kar znaš svojimi rokami narediti, ti ne mora noben vzeti, ne. Tako da včasih jaz, ko sem sita politike, pa vidimo glas, to je že malo proti koncu za EPP ali pa za malo za sproščeno, vidimo glas, nekje na jugu Italije prodajajo hišo za 1 evro, a ne, sam nekaj moraš se znati narediti, pa nekaj moraš, z nečim se moraš ukvarjati in sem rekla mašinca, da bi bil človek bolj zdrav in tako naprej bi rekel, grem pa si vzamem za 1 evro, pa znam potice peč, znam torto peč, kruh peč, kakšno majhno pekarijo bi imela, a ne, kakšno kofe skuhala, a ne, pa bi človek mirno živel, ampak veste, ni takega mirnega življenja nikjer, da mirno življenje si ga moraš narediti sam doma, v sebi in tudi tam se da speč kruh in tudi kakšno kofe skuhati, tako da se mora človek kar sam s sabo malo včasih pogovoriti, pa najdeti to srečo doma. Ne. Naša mama me je zmeri učila, človek dlje, ki gre, če me razumete po notransko, dlje ti kaže, ne, kar pomeni, dlje, ko greš, še dlje moraš iti, ne, tako da moraš se znati tudi ustaviti kdaj. Od vaših otrok do vprašanja mladih in sicer odnosa mladih do politike v Sloveniji. Jih to zanima, vidijo v tem eno priložnost, vejo, kaj pomeni se politično udejstvovati, kako vi, oziroma tudi vaša stranka to spremlja? Ne vem, če veste, ampak Nova Slovenija je bila leta 2018 stranka, katero je volilo največje število mladih. Med 28 in 26 let. Med 18 in 26 let. Največji odstotek mladih je volilo Novo Slovenijo. Se pravi, da vendarle delamo nekaj stvari prav. In v Novi Sloveniji imamo zelo aktiven podmladek, reče se jim Mlada Slovenija, kjer dejansko spremljajo dnevno politiko, zelo spremljajo področje izobraževanja in se seveda tudi na primeren način odzovejo. Mislim, da so celo predlagali v zadnjem času, ali pa v zadnjih 2 letih, se to je, 2 predloga zakona. Enega se jaz spomnim, ko so hoteli dvigati takse za vpis v register odvetnikov, iz 2500, mislim, da je šlo skoraj na 11 000 in takrat se je podmladek naš dvignil in začel tudi preko
socialnih omrežij to problematizirati. Kasneje so tudi pripravili zakon, v tem podmladku so tudi pravniki, ekonomisti, psihologi, vse vrste mladih, ki želijo biti aktivni, že v podmladku se pravi, in so pripravili zakon in dejansko smo uspeli seveda prepričati tudi koalicijo, da so te takse, mislim, da sicer so se za 1000 evrov dvigali, ampak v primerjavi s kolikor je bil napoved, so obranili. Mladi so zelo pomembni, lahko rečem, da veliko delamo v Novi Sloveniji na mladih, ker to so seveda bodoči lideri, bodoči volilci in seveda tudi tisti, ki bojo kreirali bodoče svet. In jaz dostikrat rečem, ko govorimo o mladih, da si želim varno starost in da upam, da jih bomo znali naučiti, da je spoštovanje človeka zelo pomembno, ker od njih bomo bili na stara leta odvisni, zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da Nova Slovenija želi, zna in dela z mladimi, ker od tega seveda to je naša prihodnost. Ne tako se sliši prihodnost, tako bom rekla parafrazirano ali pa tako plastično, ampak prihodnost to, kam, v katero smer bomo šli. Vemo, da so te pritiske eutanazije zelo močni, vemo, da so vse te sosednje države in se mi zdi, da je potrebno z mladimi delati in da jih je potrebno o teh stvareh podučevati in da če bomo mi to nalogo dobro naredili, da bojo znali mladi slediti dobri politiki, kar pomeni, da moramo biti dobri, da nam bojo sledili, potem bo tudi v prihodnje nam boljšno. Hvala in bi naredil še zadnje vprašanje, predno damo možnost tudi publiki, da kaj vpraša. Nekoliko bolj osebno tokrat. Šli ste skozi pomembno preizkušnjo, zdravstveno, ampak ste ostala kljub temu aktivna v politiki, politiko niste zapustila. Pri tem ste v raznih intervjujih, ki jih lahko beremo, povedala, da vam je veliko pomagala vera in me zanima, kako ste to usklajevali, zdravljenje, s tem, da ste kljub temu ostali dejavni v politiki. Se veste, če ne bi bila v stranki, ki dejansko je vsak dragocen in ki razume tudi take preizkušnje, potem mene danes tukaj ne bi bilo. Ker če bi bila v stranki, kjer dejansko so ljudje številka, potem bi rekli, Iva, ti si zbolela za rakom, ti se greš zdaj zdraviti in mi imamo že drugega namesto tebe. Tako da res z tega vidika lahko rečem, da mi je stranka tukaj stala res ob strani. Tukaj so gospe moje kolegice iz ženske zveze tudi, Nove Slovenije, smo že imeli eno okroglo mizo v Vipavi, kjer smo imeli mojega doktorja, katerega sem slučajno prišla, ne po politični, čisto slučajno, jaz pravim, da je bilo tako dano, doktor Brecelj, ki mi je dal tudi to volo. Ko sem prišla k njem, je rekel, to bova midva popravila, je rekel, to vam midva na hitro zrihtala, se rekla, res pa se bo to dalo, pa so bile že volitve maja 2018, junija, pa je rekel, to vam midva do volitev vse, je rekel, vse bo se šla na volitve, jaz skrat res nisem razmišljala na volitve, kakšne volitve, zdravljenje, in mi je dal eno tako volo in moram reči, da mi je tudi to vam potehnilo in seveda, še enkrat rečem, če ne bi bila tukaj stranka, ki bi razumela to, so mi šli na roko, tako da so me nadomeščali na odborih, ko pa je bilo glasovanje, jaz ne vem, da je zmeri tako narejeno, kadar sem prejela, vsake 3 tedne je bilo neko glasovanje, to se tako dobro spomnim, vsake 3 tedne sem mogla iti v Ljubljano, kakšen torek, po kemoterapiji ali pa v sredo, tako da sem na zmeri taka žareča. Ampak hvala Bogu, res, zdaj se pa tega dotaknemo, sem z Božjo pomočjo to zmogla prenesti. Mi je bilo dano, sem imela to izkušnjo, tako da
Jaz vem, da bo kje, da sem ga izkusila, da sem začutila to njegovo ljubezen, tako da zdaj, ko še bo rekel, lahko ti kar nakladi, ampak glejte, če bi mogla, bi vsakmu od vas dala to izkustvo, da bi ga izkusil. In s tem sem šla lahko potem tudi skozi bolezen. Glejte, zdaj je 2 leti je bilo od diagnoze, marca bo 2 leti od operacije. Še zmeri pridejo kakšne preizkušnje, ne? Jaz sem tudi dober teden nazaj, 14 dni čakala eno preiskavo, ki niso vedeli, kaj imam na rebrah, drugo, tretje rebra na desne strani. Pride človek malo vznemiren, pa drugače zaupaš, pa sprejmeš, to sem se navadila sprejemati, tudi oddajati, predajati, pa vendarle, no, in to je skozi na nek način prisotno, ampak jaz res probam, da s tem živim, no. Je vse v redu, so rekli edino, da imam rebra zlomljena spet, ampak hočem reči, ne, to je ves čas, ne. Velikokrat me ljudje vprašajo, a si zdrava, sem rekla, da pač, mi smo zdravi tako od diagnoze, od kontrole do kontrole, pa vendarle zaupam, da sem se v tem času res marsikaj naučila, marsikaj spremenila, tudi življenje. Mogoče sem še vedno prisotna v politiki in na odborah, ker to je moja hrana, to mi daje moč, voljo, da vstanem zjutraj in grem, da se oblečem in se usedem v avto in se odpeljem v Ljubljano. Je pa seveda bila to preizkušnja za celotno družino, ne. In moram vam to povedati, neko prosta, da se nekaj zgodi, ne. Jaz sem vedno prosila, ne, o Bog, sem rekla, poglobi vero v moji družini, ne. A veste, pol, ko vidiš, da zboliš in na kakšen način se vera poglablja, si rečeš, ne, res neumneš, ne, si ne veš, kaj prosiš, ne. Tako da včasih pol takole malo v hecu rečem, da človek mora biti tudi previden, kaj prosi, ne. Ker ne pride po človeški logiki, pameti, ampak po kakšnih drugačnih. Potem sem pa prosila za milost, da bi to zmogla prenašati. Hvala Bogu. Hvala. Hvala lepa za to lepo pričevanje in zdaj seveda je na vrsti publika. Ja, ker ste tolikokrat omenila Iva Hvalica, mu lahko damo besedo do prvega, ne? Mi je rekel, da se ne enkrat pri njemu glasen, pa še niti zgrdeva. Ja, Iva, dobrodošla, prej se mi zahvaljevala, da sem prišel. Jaz živim 2 kilometra od tu, ne, to bi bilo smešno, da ne bi prišel oziroma. Torej, jaz sem vesel, ne, da te gosti tle naš kulturni center Lojze Bratuš, ker sem jaz pogosto prisoten, ker so to enostavno ne samo, bom rekel, ljudje naše pripadnosti, politične, naše vere, ampak so tudi zelo fajn ljudje, gostitelji in tako dalje, kar boš imela priliko tudi spoznati. Ampak jaz te moram vseeno nekaj vprašati, ne? Vprašal te bo nekaj zelo težkega, ne? Tvoj predsednik si je želel in je že bil enkrat, ne? Predsednik državnega zbora začasno, ne? Prav takrat je Lojze Peterle praznoval 70-letnico in so se skupaj s Toninom dobila tam na Ljubljanskem gradu. In takrat je on podvomil v marsikaj, zdaj pa sledim seveda črko po črko vsak dan. Nedavno tega sem govoril z njim, mimo grede mu povej, da mi je dolžan še, ker je rekel, da me bo poklical nazaj, pa me ni. Zdaj pa zanima, a res vztraja na tem, da bi postal predsednik državnega zbora, pri čemer je
bodoči mandatar, to je še visi v zraku, rekel, da zahteva odgovornost vseh, ki bodo prisotni v vladi. To pomeni enostavno tako, če prevedemo normalni jezik, vsi predsedniki strank morajo biti ministri. In jaz bi tle kar javno rekel, kaj pa, če bi sprejel ministrstvo za šolstvo, da bi se znebili tega pikala ali pikala, ki dela veliko škodo, veliko nepojmljivo škodo dela tej državi. In nič, javno sem zdaj te sprovociral, prenesimo to, da naj ne vztraja zgolj na predsedovanju državnega zbora, ampak naj bodočemu predsedniku vlade oziroma mandatarju, če bo izvoljen, naj zahteva ministrstvo za šolstvo. Hvala. Hvala lepa, lepo pozdravljeni še enkrat. Ja. Veste, kaj bom jaz rekla? Gospod Hvalica, vi veste, da vas vam cene in da veliko da na vaše besede, na vaše izkušnje, ker veliko krat poveste tisto, kar je res, pa je morda slišati kritično. Ali pa nekdo vzame, da je to kritično. Pa vemo, o kom govoriva. Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da ga probate še enkrat poklicati. Ker jaz bom omenila, jaz bom povedala, kaj ste povedal, ampak jaz mislim, da tudi Matej ni vsevet in nima takih bogatih izkušenj. Je pa željan znanja in željan izkušenj in pripravljen za to zelo trdo delati. Včasih rečem, da je pripravljen za to tudi tako trdo delati, tudi na račun družine, kar mi je hudo. Kot mami, kot ženi mi je hudo. Ker vidim, koliko je pripravljen on v to vložiti in koliko je v to vložil. Zato jaz osebno bi vam bila hvaležna, da ga probate še enkrat poklicati in ga bom jaz tudi, ki ga bom videla, jutri ga bom na to opomnila, kaj ste rekel, pa vem, da je Matej pripravljen tudi prisluhniti, bom rekla, sploh takim formatom, kot je gospod Hvalica. Tako. Hvala. Še kakšno vprašanje? Želim pa jaz. Najprej seveda lep pozdrav vseh teh mesecih. Najprej seveda z prejšnjo predsednico Ljudmilo Novak smo takrat začeli z to parlamentarno komisijo. Nismo dolgočasni gotovo, to vam lahko povem. Problematik jih je bilo veliko tam, so pa, mislim, tudi pomembne, še posebno, ko se govori o volilnem zakonu v Slovence, ko se govori o, rekel, poslancu v državnem zboru, mislim, izza mesta. Če tudi nekateri moramo povedati, da niso hoteli tudi izza mesta tudi to zadevo podpreti. Zato se vam lepo zahvaljujem. O tem jaz pa vas vprašal pa dve stvari. Najprej mislim, da ko je bilo problematika Angelike Mlinar, nekateri so to zganjali, mislim, zelo hudo, saj zame, če govorimo o kako so pomembni zamejci, se mi zdelo pravilno, da tudi nekateri, ne vem zakaj, katere motivacije, ker vemo dobro, kako je, če na eni strani si želimo, da je v državnem zboru nekdo iz zamejstva, imamo tudi, če imamo tudi manjšince to noter, se mi zdelo, pa da tudi to povemo in da tudi, mislim, nekateri morajo to povedati, zakaj tega se niso podprli. Druga pa, kaj menite pa o Orbanu? Jaz mislim, da tukaj Orban, predsednik vlade Madžarske po eni strani, naše manjšince zelo pomaga, ker vemo dobro, naša Erika Kiskoleš je zelo vesela z njim, oziroma to lahko povemo. Po drugi strani ne poznam, oziroma gotovo nekateri poslanci tega lih obratno delijo, zapravi mimo manjšine, ki je tam živi, to spravi slovenske manjšine in zame tudi tukaj mogoče tudi na stvar mogoče tudi boleča. Hvala.
Hvala vam, tudi res se nismo nič dotaknili. Ja, Angelika Mlinar za ministrico za službe vlade za razvoj in kohezijo, Svrka, ne. Moram reči, da v stranki smo se vzdržali, nismo bili proti. Pa ne zato, ker ne bi v bistvu bili proti Angeliki in da ne bi bila ona sposobna ali pa da je zamejska Slovenka. Tudi na samem odboru je bilo veliko, bom rekla, vprašanj, ki so bila mogoče res neprimerna, ne? Ampak enostavno zato, ker nismo podpirali vlade in jo ne podpiramo vlade Marjana Šarca, ne? To je pač koalicija in tako naprej. Težave z njo, bom rekla osebno, lahko rečem, je imela koalicija večje, kot mi opozicija. Sej nam ni potrebno zagotavljati, mi nismo nobenega ministra, tudi prejšnjega ne podprli. Seveda so povedali mediji, mogoče ali pa mogoče se je tudi Angelika čutila, da ne podpiramo zamejske Slovence, da bi prišli do funkcije, ne, daleč stran od tega, ne. Andrej Bajuk je bil iz Argentine, doktor Bernik je bil tudi, ne, tako da jaz mislim, da ni bil pri nas in ni nikoli vprašanje, kadar se tega tiče, odnos do človeka, do zamesa, ampak enostavno v Novi Sloveniji nismo dali glasov, zato ker ne podpiramo, nismo podpirali vlade Marjana Šarca, ne. Je pa seveda bilo tudi z nekaterih desne strani, bom rekla, pa lahko povemo si, sej sam še ena stranka iz SDS-a, bilo precej nesramno vprašanje. No, tako, to sem tudi iz medijev zasledila, ne. Kaj ste pa tudi? Ja, Orban. Jaz se veste, stališča Ljudmile poznate, a ne, kaj je Orban. Jaz velikokrat slišam, ne, kaj prinaša Orban, ne, da zakaj mu Evropa nasprotuje, on je bil proti migracijam, je za življenje, želi podpirati družine in na Madžarskem dejansko podpira družine. Ampak seveda njegova politika, če bi bil na mojem mestu zdaj moj kolega Jožef Horvat bi povedal, kaj to pomeni za Prekmurce, za, bom rekla, vzhodni del Slovenije, ne, kjer dejansko ima denar, kakršnegakoli izvora, že kakorkoli, in dejansko podpira mađarizacijo, Jože temu reče, ne? Čeprav jaz Jože to rečem, Jože, ti tle pri nas v poslanski govoriš, prosim, pejt na odbor, pa to jasno, glasno povej, kaj se dogaja, ne? Da so se spodbujali, če imajo slovensko, če so opravljali dvojezično osnovno šolo, da so bili deležni določenih finančnih spodbud v denarju, ne v nekem prenosu, ampak direktno v kešu in tega je bilo kar veliko. Tako da ta njegova politika seveda ne bi bila nič čudna, če bi tudi Slovenija tako delala. To je to. Ne? Zdaj je vprašanje, kaj mi delamo. Ne? Mi znamo kazati, un je grd, un tako dela. Ne? Kaj pa mi naredimo za to, da bojo naši Slovenci v porabju bolj živeli? Koliko mi temu damo? Ne? Pa vsi vemo, kako smo se borili za kakšen pri proračunu. Ali pa na italijanski strani, ali pa na avstrijski, ali pa na hrvaški. Ne? Tako da jaz take politike, tako bom rekla, tako strogo kazanje s prstom, koliko je slab, kaj dela, rečem, zakaj pa mi tega ne delamo. Če vidimo, da njegov model dela deluje pri ljudeh, dajmo še mi probati nekaj podobnega. Ne, v to pa ne bomo šli, tako da pol rečem, pol smo malo tako kemi otroca, ne vem, morda niste zadovoljni z odgovorom, ampak jaz, da bi rekla, Orban zdaj, kaj se dogaja z njegovimi, ne vem, spremembo pravosodja, mediji, glejte, tole doživljamo zdaj v Sloveniji, 2 dni ponedeljek pa torek sem bila v Severni Makedoniji, ne, in tam sem zvedela za zgodbo, kako gre denarni tok iz Madžarske preko Slovenije v Severno Makedonijo in tako naprej. Ne. To so zgodbe, ki dejansko so zato, da jih preiščejo potrebne, da se jih razišče in zato imamo službe, ki
ki morajo svoje delo opraviti. Če bi te službe dobro delale, že tako, če delo delale, bi bilo to že kdaj vse jasno. Mi v Sloveniji imamo res malo težave, tudi prej, ko ste rekel, kaj se dogaja. Jaz, ko sem šla v politiko, sem res upala, da bomo zmogli pripraviti tak zakon, da bomo vse tiste lumpe, ki so v Slovenijo krali, nazaj pripeljali, pa denar pobrali, pa lete, pa jaz ne vem, da res ne zmoremo tega narediti. Kaj meni Komisija za Slovence po svetu in zamejstvu glede slovenske manjšine v Italiji, ki je neenotna glede več stvari, tudi glede izvoljenega predstavnika v parlament. Jaz imam občutek, da si noče mešati, pravi, zmenite se vi in kar bo vam pašalo, mi sprejmemo, ampak ne bomo prišli nikamer. Jaz mislim, da komisija bi mogla, po mojem, spodbujati zamejce, da ne celoti, ampak da določene argumente, da dobijo skupno stališče, ker če bomo 20 let govorili, ne bo treba nobenega zakona in nič. Hvala. Hvala vam za vprašanje. Ne vem, če poznate moje stališče, jaz pravim, da izgovarjanje Slovenije na to, da se morajo obe skupnosti v Italiji dogovoriti, pa bomo šli pa skupaj po ta mandat, da je to zame napačno. Vlada Slovenije mora svoje delo odpraviti in izpogajati direktnega zastopnika v italijanskem parlamentu in sem prepričana, da ko bi to bilo narejeno, da se brez problema zamejske tudi organizacije znotraj tega lahko dogovorijo. Jaz mislim, da najlažje, veste, ena drugega se zgovarjajo, ampak jaz ne vem, to je moje mnenje, lahko je napačno ali pa neizvedljivo, ampak jaz mislim, da mora Slovenija vztrajati na temu, ne glede, tako pa, če sem, kolikor sem seznanjena tudi iz medijev, pa kolikor sem se dala podučiti, kolikor so mi povedali, so rekli, ja, to morate se vi med sabo zmeniti, kako se bo, na kakšen način se bo to šlo. Ampak če se to že toliko časa dela, se pravi, da mora biti želja slovenske vlade ali pa slovenskega zunanjega ministrstva, da se to naredi. Jaz sem prepričana, ko se bo to naredilo, se bo znala tudi slovenska skupnost poenotiti. Jaz sem to prepričana. Tako je pri vseh zadevah. Jaz prevečkrat vidim politiko, tudi v Sloveniji, v državnem zboru ali pa kjerkoli deli in vladaj.